ne vem, kako se pol... Si sprevidel? Kako se pol navadaš na očala, mislim, tako, pa po prostoru pogledaš, je pa itak vse zabluran. Ja, pa nimaš to pravih... A sem omenil, da sem bil v Millerju za 10 evrov očala. Mogoče bi mogel strokovnjaku iti malo pogledati po obzorju. Verjeten, ja, sam tam je pa pol, veš, tam pa pol pred govorimo o teh. Dobro, pa kaj za zdravje, ne? Ne, si lahko s kakšnimi slabšimi vrednostmi lahko še malo poslabšaš. Ne, veš, kaj narediš? Ti moraš itak najprej hudmu kolisto ali kaj, da te pomer. Ja. Ne? Ja. Pa vidiš, če imaš ti take navadne ena na obeh očeh, greš lahko komot v Millerje, pa te boli. Čeprav Marin, ki smo ga danes omenjali, ki je šel s kanujem. Ja, mislim, ne ni šel, ampak je rekel dobra ideja, tako da Marin, čao. No, ko bo šel v Bali, ali kam smo že rekli, da bo šel? V Maldive, no. Bi ziher rekel, da oni iz Millerja niso dobri, ker so pač ne. Sam zdaj, mislim, kaj za zdravje bolj škodljiv, ali mislim, bolj nevaren, ali da, ne vem, čufutam tam okoli enega pol otoka v Aziji, ali da narobne špegle v Millerju kupam pizda. Kva je bolj sporno? Mislim, če to gledava, veš, ne, najprej se moraš kaj prideti, ne, se pravi že okoljevarstveno, ne, malo je nevaren, ne. Mislim, bi bilo fajn, če prveslov tukaj, ne. Boljš, ja, če boš prveslov v redu, drugač spet pa domali na pošpegle, ne, veš, podslej, mislim, bolj eko pa bio. Mislim, drugo lahko te kaj pojetam, ne. Lahko dobiš kakšnega parazita in pol, odseriš do smrti, ne. Pa itak se smo... Se ne, da bi se strašili, zihar je čist brez veze tam, ne jed. Un poslušalec, ki prebere zapiske, je v zapiskih izvedel, da bo 80% Maldivov do leta 2050 pod vodo, če ne bo nehal. Kdo? Če ne bo nehal. Unit, drugi. Ja, vsi, če ne bomo nehali. Ne. Si hotel reči mi, če ne bomo nehali. Ne, mi, uni, drugi. Hotel sem reči, če se ne bo nehal tole. Ker da bi mi nehali, je težko verjetno. Ne, imajo pa neke ideje, da bi oni začeli malo prečrpavati ali neki. Da bi malo dvignili. Ne, da bojo nekako začeli nasuvati, pa prečrpavati. Ja, oboje, ne. Da bomo imeli to dvigant. Se po moje je good for business, če dvigneš za 2 metra, imaš še 2 let, a veš, koliko je to inkoma na let. Klejamo za fršol ali bomo se to misli, ta slovenski. Pa zasujemo to za 2 metra. Vorsprung dol, ruken, pa bomo mi tole malo dvigan. Če so Dubaj zgradili, tam zred vprašajmo, bomo mi tudi tlele 2 otoka gor ruken. Kaj pa je to? Čez 100 let bo vzpon najvišji vrh Maldivov. Pa navaren bo, veš. Naslednji 10,000 čaka. Je umeten, ampak lej. 2 danga parmat, čungmulungma pa Mount Maldives 1. Maldives. M1. Ja, dober ime. Veš, ne. In pa je sponzor je pa BMW. M75, bomba. To so te navarne reči, se začnejo na M. To. Veš, če se podjetni, daš še kakšen kilometer več, kot Kilimanjaro, ne, da rečeš, veš, sem bil pa na 12,000 čakov. A misliš, da ne bi pa šli tako bolj centimeter k bubka, veš, čas, kaj prskako, veš? Da najprej štartaš na 8,000, koliko? 840. Ajde, meter več. Koliko je? 8,800, nekaj. Ajde, 9 naredimo, da je za zihara, ne? A ja misliš, da bi ne? 12, takoj. Ne. Pa ne moreš 12. Na 8 meter več narediš. Čeprav, v bistvu, tam lahko narediš res sam meter več, veš zakaj, zato, ker nimaš Nepala, ne, veš, oni bazni tabori se začnejo na 4, 5, 6, ne vem, odvisen, kje, ne. Če pa ti začneš z 0, ljubček, pa už pa kaj na M1 se pa da, veš, je dal, ne. Res, ja. To je, a veš, 5 km višincev. Je bela. Pa bi to vsi z Garmini uživali. Ja, to noro. Noro. Ne moram pogledati naše super zapiske. Ja, pač
pač ne boš, ne. Tako narediti, A ti to ne z glave? tako narediti, kot Alja ponovadi. Malo počakaš, da ne morem, I need an access, mi prav. Pa kar je čudno, ker nikoli nisem rabo access, ampak razen, če mi hočete povedati, da sem odpuščen ali pa kaj vidi. Sam access smo ti vzeli, pa ključe, kartico, pa kar pust. Vse to, tale, ne. Hladilniku kartico pust. No, da je Alja še ti poglej. Dej mi še enkrat link postem, ka mogoče kaj se, ne vem, da se je odlogiral iz sem. Jaz vem, da ponovadi moram pozdraviti poslušalce. To zdaj sem se po teh 172 epizodah sem se naučil že brez zapiskov. Ne boste verjeli, kaj vse meni. Dej še enkrat link v ruke. Na afnagmail.com imaš, ti bom pa poslal še enkrat link. Ja, Gregor, ne? Kopi link, ja. Dlej, ka ne moraš dati šerat. Dragi poslušalci, na generalki nismo imeli teh težav. Zdaj se bom zlogiral. To je zdaj čist. Tebi je sam čuden, ker nisi ti, veš. Ne, da mi je čuden, jaz sem srečen, ker tokrat nisem jaz. Evo, ja, prijavljen si bil z drugim. Konform. Ja, seveda, da si bil prijavljen z drugim. Preveč akauntov imam. Te boš povedal, kjer ga bi še želel dodati, ampak na telefonu ne morem. Ne, sej, v glavnem, mi lahko povemo še, ali lahko še kaj povemo. Je, da se po dolgo cajtu spet vidimo. Ne? Tako. Ja. Tako. Vi ste nas poslušali cel poletje, ki je bil za ene boljš, za druge slabš, za ene pa zelo slabo, tako da upajmo, da bo drug let bolj. Mi smo bili pa tudi malo na off. Tako. Tako da ja. Zdaj si? Ja, sem zrihtel. Se upravičujem za ta delay. Okay. Ni panike. Kaj pol? Ja. Dajmo ne iz scenarija, ampak iz glave. To, kar si rekel, da znaš. Vse sem že vse povedal. Ja, nisi še. Je zdravo. A si rekel že, nisi še rekel. To znam z glave. Ja. A si rekel že zdravo, si nisi rekel? Nisem že rekel. Ne, mislim, da zdravo. Sem rekel si, da znaš pozdrav, nisi pa rekel Ja, zdravo. točno, ja. To sem mislil. Pozdrav. Dober dan. Čisto ne scenarija. Ne moram tako delati. Ne moram tako, po 2 mesecih pa kar tako neki dober dan. Zdaj bom pa improviziral. A veš, da Zdravo. Boljš, zdaj sem se spomnil. Zdravo, zdravo. Veste iz zemlje, to je to. Zemlji nišče Če veste. Če ne veste, tudi v redu. Namig številka 3, Hrkljuš. To se več, pa se pa ne spomnimo. Hrkljuš. Dobra igra. Tudi oprosti, ali prekinili smo te. Ne, sem hotel še nekaj reči. Sem pozabil, ko smo rekli zdravo. Ne, hotel sem reči, da dober dan ni, nov termin sem se zmislil in to je, a veš, da ni za vse čase v dnevu neutralno, ne. Ker zdravo je neutralno za zjutraj, zvečer, za kukarkoli. Da bomo rekli tako, kot pogrebci, ne, je pozdravljeni. No, veš. Ne? Ker oni ne rečejo dober dan, ker za uneke, ki pridejo, ni dober dan. Ne? Ja, res je. Res je, in so pol študirali in mende so prišli do pozdravljanja. Pozdravljeni mi je všeč, zato ker tako tak, kot dnevnik se slišal, pa ne vem, neki ta. Mislim, še zmeraj si vljuden, ker moraš pozdraviti. Veš, ker pri dnevniku tudi brez veze, da ti rečejo dober dan, ker po ti 1 uro govorijo, za kva ni. Ja. Mislim, če saj začnejo, no, se mogoče kakšna dobra stvar pride pol, ne, da je kaj lepega bilo se zgoditi. Šport, pa danes še to ni bilo. A moraš ne dolivi, prosim. Dober dan. Prva dobra novica bo na 53 minuti. Ne prelivaj, začnimo. Družabni kronik. Ne, kasnej. Kdaj je bila pa družabna kronika dobra novica? Sonce bo, veš, naslednja. Vreme. Mogoče uni oglasi pred vremenom, ker zveš, da je 30% popusta na neki. Kaj ne rabiš, ampak bo šel kupiti. Ja. Falda. Prva dobra novica. Dajmo, pojmo zdaj. Ja.
Pozdravljeni štoparke in štoparji, to je podcast o najtežji stvari na tem planetu, življenju. Ja, to je res v bistvu. Življenje je res zajemana stvar. V bistvu življenje, ker razmišljate o tem, kaj vse vas bo ubil, vam povemo, da vas bo najprej in nazadnje življenje. Je? Ja. Kaj, res. Tako da zdaj to vzemite z zrnjo soli, pa ne zdaj pol napune, vse kredite, pa vse mamile, pa vse alkohole spit, ampak ne. Mislim, si ti pa skrajšal tega, pol. Si pa skrajšaš ta del življenja. Mislim, če ne pune. Mislim, eni pa tudi pač ne. To je pač odvisen, verjeten. No, eni tudi nimajo pač sreče, pa se zgodi, ampak kakorkoli. Glih Zančka je pevc od Smash Mouth umrl, sploh nisem vedel, da je bil tak alkoholik. Umrl, a ni, da ima samo en teden, a je še živ? Ne, ni že umrl. Je imel še en teden, pa čez 4 dni je pa umrl. Aha, jaz sem to videl. Jaz sem videl to, da ima še en teden, pa nisem... Prognoza je bila slaba. Ampak so pa sedel. Sam to, da še manj kot 50-ih veš, da ti bo jetra crkala, ker kaj si delo preveč jogurta spil. Mislim, ne. A veš? Mislim, ne, pa se je bilo. Je bilo preveč jogurta? Ne, je vedel pač, zakaj ne. Ne vem, da je vedel. Sam to on je vedel že dolgo nazaj. Mislim, se je pač boril s tem. Pač ni šlo, no. Bor bo izgubljal s tem alkoholom. Mislim, se ni samen. Ni edini na tem svetu, pa vidimo, da je pri vsem tem denaru, pa da ti tudi ne rata, je v bistvu opozorilo, koliko je to nevarna stvar. V resnici na dolgi rok je on. Veš, pri 27 noben ne gre sam zaradi alkohola, Jim Morrison. Čeprav se moraš utopiti v kadi ali pa kaj takega. A je vzrok smrti, ne vem, ali to piše v kadi, ali pa stopaš iz stolpence dol. Posredi so alkoholi. Je čisto vse en pol konc koncev. Ne, ampak hočem reči, da zdaj tedni so pa res, sploh v Ameriki je teh recovery, mislim, tam je industrija, to recovery treatment centri, ne vem kaj. Vse skupaj, vse lepo, gledaj oprah, da ona je 3 tone že skušala v življenju. A veš, mislim, pri vsem denaru, pa pri vseh doktor filih, ki sedijo tam na kavču, mislim, a ne pa vse skupaj, ki ima res support bi mogla imeti abnormalen, tak, ki si ga recimo nobeden od nas ne more nikdar prvošati. Pa ne pomaga. In pol pri nas pa, ne vem, poješ pa ananasovo tabletko, ki si jo kupil na netu za 26 €, pa zdobil 2 škatle, pa čez poletje si kapušec. Tako da, mogoče je opra sam po noč preveč napolitanke krade, a veš, iz skrince. Ima jadro. Jadro je tabul. Zajebane so te igre, tako da... Ni fajn, verjetno. Pač to je že odvisnost pol, če gre toliko delč. V resnici je to. Tako da v glavnem paste s tem življenjem smo hoteli reči, v bistvu so hoteli reči tole, ki je Madvin rekel pred mnogimi epizodami. Življenje, smešen, misliš, da življenje že ne more iti več na slabš, pa se mu lepo sreč. Kljub temu pa je življenje vedno najde pot, mi pa smo še vedno, da se mu posreči. In se mu povedno posreči. Še nekaj celega povej, da nam monteru. Kljub temu, da življenje vedno najde pot in se mu vedno posreči. Mi smo pa še vedno Aljo, Peli in Zi. Hvala vsem tudi, ki nas podpirate. Zdaj si rekel pa ka pogrebci. Lej. To so resne stvari, se boš prav. Podpore smo res veseli smo tudi, če nas bo še tudi ti, ki nas zdaj ne. Najbolj smo pa veseli, ker nas poslušate. In hvala za seribe.si. Tako, gremo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Kdo se pa spomne? Kje je že to?
Stari Bargo je bil. En čuden planet. Ja. Stari Bargo, da so tam, gospa in otrokinja sta priletele na planet. Ne? Tako. In končali smo, tam smo končali, ker je ženska, zaenkrat, če ne imenovala, rekla zdravo Artur, in smo pozabili povedati, da se je Artur. Mojster. Da se je mojster sendvičev skoraj odrezal palc. Tako. Prej smo pa spoznali v bistvu, kaj je stari Thrashberg oziroma stari Bargo oziroma popularno Bargi. On je v bistvu polbog. Neformalno božanstvo na tem otoku. Mislim, da otoku. Da vemo, mislim, na planetu. Na planetu, ja. Zdaj sem, veš, te poletne otoke. Ja. In se ima za nekega samooklicanega ne vem, podajalca resnice, svečenik. Ne, veš, on reče, mislim, vsi imajo radi. Vsi imajo radi sendviče, ne, jaz sem un, ki bom prv, ne. On je nek črnogorski kum teh sendvičev. To bomo že zdaj v tej epizodi, tako da pejmo kar na kvarni. Pa kar se lotimo tega, ker ta je bila dobra, ker me vmes je on nudil, da bi zdaj jaz. Zmeram jim proda kakšno zgodbo, veš, pa to je tako, kot malo me na uno živalsko farmo spominja, veš, ker so dopisvali tam pravila, veš, pa so jih sproteditirali na un muskadnu. Pa tako dobro, če kdo je bil tekstopisec ta glaven? Prašiči so bili, ne, se vem, ampak zmeraj je bilo tako, da je sam eno besedo, a veš, je ali pa ni obrnil. Res lepo. Tisti, ki so pol vsi gledali tisto, a ni bilo mečken drugače, ampak zdaj se ti je pa, da je bilo zmeram tako. Vse vala. Od vekoma smo tako pisali. No, ampak on se pa še gladko se spomne kakšnih zgodic. Ampak to je bilo, da je on rekel temu prva izbira sendviča. Kdaj pa je to bilo? Ko ste vi neki stranki. Kad je mogel biti včeraj. Vse je bilo včeraj. Vi ste pa neki stranki. Pa vse mogočni Bob je. Res je, da best. On pa vse mogočni Bob se ful stvari zmetane in ful sta badje, sam nobenega pa ne. On je poklican, da predaje to znanje oziroma, kako bi rekel. Tle se mi zdi, da je avtor dober hotel povedati, mislim, malo okrcati, veš, te moderne v bistvu posrednike med Bogom. Mislim, med neko višjo silo in ja, ne, če je višja sila, to je lahko karkoli. No ja, seveda. Če pa Bog je pa poimenovan ponovadi, veš. Tako je. Tako, kot je vsemogočni Bob, je vsem pač poimenovan, da se ve, da je on. A vsemogočen pa Bob, ne, a veš. Ve se, kdo to rihta, no? Ja. Kdo ima roko na krmilu, ne? Tako, ja. Čeprav to se hoče reči, se mi zdi, da je v bistvu stari tale Bargi naš, ne, da on je v bistvu ugotovil, da ni za nič na svetu, ne, sam za lapat, veš. Imamo mi te robe pri nas tudi. Pa veliko. Ta roba je univerzalna. Ja, veš kaj, sam problem je, ker ne vem, če to ugotovijo, ne. Ti še niso. Ugotovijo drugi. Ja, se pač to problem. Zmeraj drugi ponovadi ugotovijo. Kako je bilo v 80-ih, ko so bili te mega črči v Ameriki, ko so bili, a veš, še zmer so. Pa niso tako hudi. Čeprav so se še zmer. Zmer so imaš ti. V 80-ih, ko so se začeli te mega črči, mogoče nimajo zdaj več 50,000, ima samo 20,000. Če ne zadnje se lih enkrat sem bral en članek, kako je en ta gospod, ki je rekel, da pač kako rataš, je kupoval si svojega nov avion. Avion? Ja, seveda. To te boš kot firma. Da te pa popele, saj do pol poti do svojega božanstva. In zakaj more? Čakam, kako se že reče? Prosperi evangeliji. Ti njim daješ denar in ti boš pol, z tega, ki jim daješ denar, boš ti bil srečen, bla, bla, bla. Vse, kar raboš od Boga, boš dobil. Vse to mu je prav. Ja,
Zanj sem poslušal. Mislim, on bo srečen, ja. Ne bo, ni nujno. Mislim. Zanj sem poslušal Kevina Rovesa, ta je pač serijski entrepreneur, ki smo ga včasih poznali, ki je delal Dignation. Ja, to je pa že leta nazaj. No, glavnem bil je pri tem stoiku, kaj že je Ryan Holiday in razlagal, mislim, on je povedal tako, kaj je. Do neke mere, dokler, da te osnovne stvari pač, si pokriješ, rabiš denar, da si srečen. Od tam naprej, od prve ure za žnje evrov ali pa žnje dolarjev, pa do zadnjega Ferrarija, ki ga imaš v garaž, je pa to samo v bistvu več nesreče, zato ker moraš paziti na te nepremičnine ali premičnine, zavarovati jih moraš, da imaš z njimi, a veš, kam moraš pa še pomoč prehajalca Ferrarijev najemati, a veš, kaj gre hudič 100.000 evrov vreden, a veš, če ga pustiš 7 let tam, to samo propada, to samo propada, a veš, in v bistvu se imaš ful enih stvari, a veš, imaš, mislim, ful enega dela si nabereš, s temi stvarmi, ki si jih res želiš. Pa je rekel, najbolj je pa to, kar je rekel, kupil sem pol 4 te hitre avte, pa sem že pri prvem ugotovil, da je res debilno, ampak sem še malo probal, da sem pol vse prodal. 4 si. A veš, dolg je rabo. Ja, eni rabijo, eni ne nehajo, kaj jim je pač, a veš, 30 Ferrarijev pač moraš imeti v avtu. Mislim, Tako da, dragi poslušalci, če se vam slučajno kje v bližnji prihodnosti bliža kakšno bogatstvo, dejte to čim prej od sebe poriniti. Hvala, da se ribe pikasi. Donacije so zmeraj dobrodošle, kot vemo iz Biblije. Je, prej bo prišla kamela čez šivankino uho, kot bogataš v nebesa. No. Tako, ja. Tako da, je treba razdati. Hiter dejte od sebe, čim več. Hvala za vse ribe, pikasi. Če slučajno kdo preslišal. Gremo zdaj res za to poglavje, ker tega Bargota smo, kaj pa ostalo se je dogajalo. Vaščani so za prepadenost strmeli. Vaščani so imeli problem, zato ker Bargo jim je rekel, da nič drugega ne obstaja, razen ognjena kočija, ki je pripeljala mojster sendvičev. In zakurila pol gozdov. No to pa še, tam je vsega Boga, ni živel, pa duhovi so se naselili, pa vsega Boga. Veš, zdaj pa pride ena navadna kočija, ne zažge pol gozda, prideta ven 2 osebi, ki sploh po Bargotu ne bi smelo obstajati. Mečken miselne telovadbe je treba. Se je Bargo blazno trudil. Pomisel, se je mogel Stalin tudi razložiti, zakaj se je z Adolfom spajdašil. Te stvari je bilo težko razložiti. Ampak mečken se ne. Ja, če bi Stalin imel še, pri Stalini so že izumili strelski vod. Zgodbo je treba prodati, da se zmeram najde polenka mal miselne telovadbe naredi. No, to pa je itak, In pa to naprej prodamo. In si tukaj mi hitro pomagal, ker je napadel pa Rusijo. Ampak mislim, je pa lažje, so vrage, ker se je napadel. Ti smo že pozabili. Kaj je bilo prej? Full cajta mi sploh nismo vedeli. Ne, to se je vedeli. Vse se je vedeli že skozi. To je bilo že skozi. Pa sem slabo poslušal zgodovino. Ja, je bilo skozi. Zato se velikim dogaja, veš. Zato smo pa še zmeraj kle, ker smo. Sam res. Je beti. To je to. Kadar pa Bargo tukaj ne gre, pa pove, da je Bobova volja kako že nedoganljiva. In pa so ga vprašali, kaj je to? Kaj je nedoganljiva volja? In je rekel, da ne si sami pogledajo, sam bi bil problem, ker je bil on edini slovar. Ampak, ko se je šel en dan tuširati, oziroma kopati v reko, ker tuša še nimajo, če so glih komi nož izumili za čisto navadno govedo rezati. V glavnem, enkrat, ko se je šel včufati kaj v reko, so pogledali in so ugotovili, da nedoganljiv pomeni nerazumljiv, nedojemljiv, nekaj, kar se ne da dognati. In s tem je bila zadeva dognana. Tako. In so pol dognali, kaj je bilo s to nedoganljivo Bobovo voljo in zakaj so prišli še eni drugi ljudje. To je bila razlaga, zakaj je mojster sendvičev prišel, ko on je bil pa
on je bil pa edinorojenec vsemogočnega Boba. A veš, tako da v bistvu on je bil. V bistvu neke sorte Jezus. Ja, zelo neočitne, kako bi rekel, je imel. Korelacije. Tako je, zelo neočitne. Vmes je imel pa še te razlage, da če mu niso verjeli, jim je povedal, da verujte, ali pa se boste pekli v ognju. Tako da je že tudi pekel je izumil. Pa vse Bargi v bistvu je dober. Ja, no, pa se, če nimaš ne vem, neke kazni, ne? Ja. Ima pol smisel verovati, ne? Se v bistvu veliko ljudi je bolj zaradi kazni verovali, kot zaradi tega, ker je bilo pol tako lepo. Ja, ne, imaš oboje, imaš upanje, da bo nagrado, da bo boljš, ampak hkrati pa tudi ne ti kazen predstavlja. Če imaš šiti življenje, ne ti en reči, lej si pa tukaj malo še stisn, pa bo vse lepo. Ampak bi si ti kakšno moralno normo bi prekršil, če ne bi bila pol kazen zagrožena za to. No, ampak veš, bi si zdaj omogočil kakšno malo lepše življenje. Ja, ampak zmeri imaš to, zmeri imaš nagrado, palček, korenček. Se pravi, če imaš zdaj šiti življenje, ne. Ja, razumem, kaj hočeš reči, ne. Ja. Mislim, če imaš zdaj šiti življenje, pol verjetno kjerokoli stvar absolutno pomaga, ne. Ni pa nujno, da je to dobro v resnici. Mislim, pomagati, a veš, skozi, iz dneva v dan. Ja, Sam, ni pa... Zdajšnji duhovni učitelji ti rečejo, da ne moraš čakati, moraš si preboriti stvari, veš, ne? Ja, to pa je. In bolj te preboriti stvari pa hitro lahko takam popelje, ne? Ja, pa nisi več božjih zapovedih, pa si hitro, smrtni grehi so hitro, ne? Čeprav, veš, saj... Si pa dve zdrav Marije. Če bi bili... Ja, to pa vse reč. Če pa še podaš evro zraven, oziroma, da je tukaj valuto. Ja, Gospod je zmeran brez denarja. Sem zmeramo, ker že evro prav pride. Sej ne bi, da Gospod je zmeran brez denarja, sam tudi, sej je smrten greh, da ti si želiš denar, mislim, ne, da spožrešen. Ne. Kukorkoli. A pa se je malo zaciklil, kaj? Ja, po mojem, ne vem. Ali so pa staro zavezo, pa novo zavezo malo. Vprašanje, s kjer je, to je zdaj... Nisem bil tukaj lih, da bi rekel eksperti za kjerokoli. Pustimo. Smo pa eksperti za Bargota, pa za vse mogočega Boba. To pa smo. Vmes sem mu še pustil prvo izbiro sendviča. Seveda. Nisem si jo on določil. On si je izbral. Mislim, na koncu rekli čeprav sem vedel, da nisem pogledal včeraj v drugem, pa da ne bi spet grozil z ognjem, pa to. To je tako, a veš, kot v zakonu, ne? Ali imaš prav, ali imaš pa mer. Nekaj je. Počak bom ženo vprašal, kakšno je moje mnenje o tem, ne? To. Imam mnenje, s katerim se uradno ne strinjam. Tudi ta, ja. No, in pol pa kar enkrat ta ženska in ona gre pa direkt k mojstru sendvičev, razumeš, ne. So malo zmedeni. So malo zmedeni, eni že mišljali, on je pa slaven tam nekje, čeprav tam nekje sploh ne postaja, ne, veš, tako da jim je, stvari so jim res čudne, no. In pol ugotovijo, da najbrž prišla z kakšnega nedoganljivega kraja, ne, ampak zdaj je bila tle in imela je še ono mlado deklico s sabo in ne. In to je v bistvu veliko enih nedoganljivih stvari, ki so jih mogli v teli, a že vemo, na katerem planetu smo, še ne. Ne vemo še, na katerem planetu smo. No, prebivalci tega neznanega planeta, ki so mogli sprocesirati, samo zaradi tega, ker dve bejbe v vesoljski ladji prideta. To ti res... Ja, malo ti pa ne, veš, zamajajo si temelji vsega. Se tudi nam bi malo podarili to zgodbo, če dve bejbe prijeta z vesoljska. Veš, malo se ti zamajajo... Or would it. Mogoče se pa že zgodbo. Ja. Ne, mislim... Reptili nas vodijo. Zakaj mora biti reptili, če smo imeli glih dve bejbe v vesoljski ladji? Jaz sem si to predstavljal. Ja, jaz sem za dve bejbe. Pa prosim, da se ne spremenite v reptile, tako kot v njih serijah. Ker dinozauri, I don't know. No, v glavnem, ja, se nima veze. V glavnem, stari Bargo, popularno Bargi, je bil ful problemov in se je kar tam sesedel, ne.
in klečil v bistvu in momlal. Kleč in momlal in molu, a ni? Ja. Nekaj v tem nekih... No, ja, mislim, avtor pravi, da je pogovarjal. Tako, ja. odločno opiral oči v nebo, da se ne bi dal jeti s pogledom, preden mi bo prišlo na misel kaj pametnega, kar pomeni, da je v bistvu v molu. Ja. Ja. On je iskal to povezavo, veš, z Božjim. Ne. Ampak, ne, potem je pa tista gospa rekla, ne, potem je pa mojster sendvičev skliknil, Triljan! Ja. A mi tlele naredili eno pauzo, ali gremo kar do konca? Ker smo zdaj že na pol ure, smo si res dali, ali bomo na hiter, kaj ćemo narediti. Zdaj še ful debatirate, pol, ne? Ja. Zdaj edin kva, mislim, ona pač ne, saj to debato se- o teh se- bizonih, pa to mislim, Ja, navaden govedu. Čisto navadno govedo. Ne mi v bizonih, ko bom šel Ja. off topic, ker sem sorry. zanj zvedel, da so bizonov pobili Mobil. Ja, ful. 60 milijonov. Ja. Ja. Nisem To vedel. je bilo načrtno, ja. Ja, mislim, to vem, da je bilo načrtno, so pesmi pele o tem. No, ja, Mislim, itak, ja. Tako le nomo pržil na hitro. Ne, saj to- Saj to, no. Da tok prekinem. Vse to, ja. A pol pauzo naredimo, pa gremo pol na bizone. Prav. Ja, Prav. dobro. Pa Okej. kar da je outro. Kje smo zdaj, jebe? Saj to, a veš, ne. Ja, dragi poslušalci, najlepša hvala, ker ste nas poslušali čist do konca. Ne, ni čist do konca, ker bomo imeli spet naprej. V epizodi, kateri izvemo, kdo sta ženski, Ne zvemo še. Še To bomo se drugi teden izvedeli. Se vemo, vemo, da je Mislim, Triljan. smo omenili. Triljan smo izvedeli, ja, Ampak Triljan kdo smo je- izvedeli, ja. Zvedeli ste za eno žensko, Ja, za ta drugo vam povemo v naslednji epizodi. Ja. Ja. Ki ste prišli z ledečo kučijo, nedoganljivo pa je pa ostalo dejstvo, odkot sta prišli. Ja, Mhm. Kar se kartic tiče, je žirija še zmeraj v našem tem žiranskem simpoziju. V Ženevi imajo 14-dnevni simpozij, ko bomo pa izvedeli, koliko kartic smo dobili, pa moramo še poklicati Jaz na mislim, da v to- Trstenjakovo. Okay, ja, Jaz mislim, da vzgleda tako, kot podarim, dobim finale. Tako. Skoraj. Če ne bo bazena, če ne bo bazena, se ne gremo. Ja, tako da bomo imeli veliko žrebanja. Sploh nismo nič obljubili, tako da ne vem, zakaj bo žrebanje, bo pa bazen. Tako Bo da, bazen, bo. O tem vam povemo več v naslednji epizodi ali pa tam nekje oktobra. Najel Vi bomo pa še zmeraj lahko pošljete kartice, zdaj imate zadnjo šanso, da pošljete na naslov, ki bo v zapiskih. najel bomo stožice, pa bomo tam bo notno. Čak to pa drugo. Ja, po fuzbalu, Za stožce jih pa še ni. po fuzbalu bo tam. No, ne. Ja, Kaj, ja. bazen? Bazen, ja. To bomo poplavili. A veš, kaj so kolosej, kaj so za pomorske bitke, so ga poplavili. Ja, tako. veš? So imeli. Ja, So lahko naredili. Oni so lahko naredili. Še za A kar pike. kolosej vzamemo. Ja, dej. Razen, če bo- Saj pula je bližje, a veš, Razen, če bo, Jakob. če bo eden od teh poslušalcev ali pa poslušalk, ki je upošteval naš nasvet in je zdaj nakazal to gnara, da lahko mi rentamo. Mogoče pulec ne. Kolosej, Mogoče Ja. pulec ne. Okay, pulski Sam kolosej. ne vem, če so pulskega tudi lahko poplavili. Vprašanje. Bo je zrihtar, kaj? To je sicer res, ja, pulskega verjete nisem. Pulc je bil tam na... Na zadnje, ki sem bil, ni izgledal, da bi ga lahko poplavili, ker smo pač prideš. Jaz sem bil tam tudi noter, sem šel. No, v glavnem- Ben omenil tega, ampak dobro, Ja. ne spomnim se. No. V glavnem, da Discord kanal imamo še zmeraj full mirno, poiščite samo brez panike, če nas hočete najti, ali pa linki so vse posod, pa tudi državno. No, saj malo se tudi pogovarjamo. no, Vse, Discord. ampak zelo take Na hupi pa easy. frudi stvari. To pa sploh. Ja, tako. recimo vemo, Kot da je, Twitter včasih je bilo, je tam, se mi zdi. ja, mirno Lepo, pa lepo. lepo. Tako. Imaš prav. Tako, To ne je stresno. dobro, ja. Ben ne pluva, noben nič. Ja, se pravi, afna to. Opravičujemo se. To. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. To je neka nova dinamika, vidim, jesenska. Pozabil sem- pa to. Pozabil sem že, kako sem zadnje bral. Ja, dobro, ne. Hvala lepa, se slišimo drug teden. Yes. Yes. Ja. Če bi mi še tole še vse stali, to bi 1 uro. Veliki redil. Ja, to ne moramo še povedati, kdo je. Ja.